Dober dan vsem. Poglejmo nekaj vaj v zvezi z navpičnim metom. Tukaj imamo formule navpičnega meta. Recimo, da izstrelimo eno telo navpično navzgor z začetno hitrostjo 30 metrov na sekundo. In se vprašamo, po kolikem času in po kolikem času doseže najvišjo točko. Ko vržemo gor, za en trenutek se ustavi. Po kolikem času se ustavi in kolikšna je tista višina. Torej, pogoj je, da to je najvišja točka, kjer se za en trenutek ustavi. Tam, kaj se zgodi? Za en trenutek hitrost je enaka nič. Damo, da končna hitrost je enaka nič. Prav, in torej bomo rabili to formulo, kjer postavimo, da v je enak nič. Nič je enako v nič minus gt. Torej, ta člen nesemo na to stran in postane plus gt. Gt je enako v nič. Tukaj delimo z g. G krat t delino g je t. T je v nič ulomljeno g. Torej, izračunamo vrednost. V nič je 30 metrov na sekundo, ulomljeno g, ki tukaj bomo zakroževali g na 10 metrov na sekundo na drugo, zato da so bolj enostavni računi. Potem lahko zaračunate bolj točne vrednosti z žepnim računalnikom. 30 delino 10 je 3. Tukaj pogledamo mirske enote, imamo metri na sekundo, namesto deljeno pišem krat in obrnem ulomek. Sekunde na drugo, ulomljeno metri. Sedaj, metri tukaj se uničijo, sekunde na prvo se uničijo, tukaj se uniči druga potenca in dobimo 3 sekunde. Torej, doseže najvišjo višino po 3 sekundah. In kolikšna je ta najvišja višina? Rabimo to formulo, tako kot je. Ne da bi jo obračali. H je enako. V nič je 30 metrov na sekundo krat t, ki smo ga komaj dobili 3 sekunde, minus ena polovica, g je 10 metrov na sekundo na drugo, krat t na drugo. T je 3 sekunde, t na drugo je 9 sekund na drugo. Torej, tukaj sekunde se uničijo s sekundami, sekunde na drugo, sekundami na drugo. Bodimo pozorni, to je en člen in to je en člen, a ja, tudi tukaj 2 delino 2 je 1, 7 delino 2 je 5. 30 krat 3 je 90 metrov minus 5 krat 9 je 45 metrov. 90 minus 45 je 45 metrov. Torej, najvišja višina tukaj bo 45 metrov. Napravimo še eno vajo. Torej, izstrelimo eno telo navpično navzgor z začetno hitrostjo 20 metrov na sekundo. In se vprašamo, po 3 sekundah, od kadar smo ga izstrelili, kolikšna je njegova hitrost in na kateri višini se nahaja. Torej, tukaj rabimo direktno to formulo. V je v nič minus gt, torej 20 metrov na sekundo minus 10 metrov na sekundo na drugo krat t, ki je 3 sekunde. Sedaj tukaj sekunde se uničijo in tukaj se uniči druga potenca. Imamo 20 metrov na sekundo minus 10 krat 3 je 30 metrov na sekundo. Imamo 20 minus 30 je minus 10 metrov na sekundo. Smo dobili negativno vrednost. Se lahko vprašamo, je kakšna napaka? Ne, v resnici je vse pravilno. Mi izstrelimo
telo začelo hitrosti. Bo doseglo najvišjo višino in bo spet začelo padati. Če mi smo dobili negativno to hitrost, pomeni, da ta hitrost je nasprotno usmerjena kot začetna hitrost. Pomeni, da je že šel čez točko, čez najvišjo točko in spet začne padati. To pomeni, da je negativno. Sedaj zračunamo še, na kateri višini je. Rabimo direktno to formulo, torej v0 krat t, 20 metrov na sekundo krat 3 sekunde, minus 1 polovica 10 metrov na sekundo na drugo, krat t na drugo, t je 3 sekunde, torej dobimo 9 sekund na drugo, tukaj sekunde so uničijo s sekundami, sekunde na drugo s sekundami na drugo, pazimo, da imamo dva člena, 20 krat 3 je 60 metrov, minus, torej tukaj je še 2 deleno 2 je 1, 7 deleno 2 je 5, 5 krat 9 je 45 metrov, 60 minus 45 je 15 metrov. Tukaj smo dobili pozitivno vrednost. Bi lahko dobili tudi negativno v resnici, v kakem drugem primeru, ker tukaj odštejemo. Kaj bi pomenilo, če bi dobili negativno višino? Pomeni, da je preteklo toliko časa, da med padanjem telo je šlo bolj nizko od lege, s katere smo ga izstrelili. Če preteče dovolj časa, pade in gre bolj spodaj kot ta začetna točka. Čeprav zdaj v tem primeru, s temi podatki smo dobili pozitivno vrednost. To pomeni, da ni še prišel do tal, od kadar smo ga izstrelili. Se ni še zgodilo. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.